Rockerja, človeka dobre volje. Spoznali ste ga na znanem pevskem šovu. Mislim, da bo pravkar izdal album. Imel je skupino, zdaj, če se ne motim, poje tudi sam. On je človek dobre volje, on je faca, on je Boštjan Velika Vrh. Boštjan, lep pozdrav in dobrodošel v dobro voljo z Iztokom. Pozdravljen Iztok, lep pozdrav vsem tvojim gledalkam in gledalcem seveda tudi. Boštjan, da razčistimo takoj na začetku, v katerem pevskem šovu si nastopil in kaj se je tam s tabo zgodilo? Si imel kako uspeh ali si izpadel takoj v prvem krogu? Ne, v bistvu je to zanimivo. Jaz sem se v ta šov prijavil bolj za šalo kot za res. Verjetno je to znano, da je to pač šov Slovenija ima talent. Od tega imam v bistvu samo pozitivne izkušnje. Je pa res, da sem se naučil, da vsaka oddaja ima tudi svojega scenarista, režiserja in pa producenta in tistega, ki to plača. Kajti kljub trikrat da in stoječim ovacijam, seveda sem najprej šel v naslednji krog in takoj zatem pa ne. To je bilo kar zanimivo. Da. Ampak pozitivna izkušnja v glavnem. Namreč, ker to sem te zato vprašal, čisto točno tega nisem vedel, ampak vprašal sem te zato, ker se te jaz, dragi Boštjan, spomnim in mislim, da sem celo o tebi pisal na svojem nekdanjem blogu, ampak moral bi to pogledati, pa sem zdaj pozabil in mislim, da si bil res zelo dober in smo bili potem presenečeni, zakaj za vraga te ni v drugem krogu, če si dejansko navdušil publiko, ampak pustimo to, povej mi, kaj se je potem s tabo zgodilo od tega šova naprej in seveda koliko oboževalk si spravil v poslo na račun muzike, ki jo delaš. Mislim, zato da bi ti povedal, koliko oboževalk sem spravil za to v poslo, bi me mogel povabiti na oddajo kako eno izmed tvojih bolj porednih drugi uri, ampak njih bilo malo. Tako da tudi to je pozitivna izkušnja. Kasneje sem res imel nekajletno pauzo, ampak ja, skratka, konec oktobra lani pa sem zbral vse svoje znanje in izkušnje in izdal album Potovanje. Prvič v življenju se pojavljam kot solo artist, seveda me spremlja tudi odličen band, ampak nastopam prvič v življenju pod sam svojim imenom. Malo je zdaj seveda ta korona to vse upočasnila, ampak evo, ni nas pa ustavilo in gremo seveda naprej. Boštjan, ti, če se ne motim, delaš rock glasbo, ne? Ni vas veliko v Sloveniji zadnje čase, ki ste rockerji, prevzeli so vam primat narodno-zabavni bendi, potem dance skupine, reggaeton in podobno. Kako misliš preživeti kot stari rocker, če rečem tako? Ja, v bistvu delno se strinjam s tabo, seveda je rock and roll, blues in soul, ki se prepleta v moji glasbi, ni tržno zanimiv, ampak če človek premore dosti dobre volje, ustvarjalnosti in pa trdega dela in seveda, če znaš to potem servirati na odru, tako, če imaš pravo energijo, se vedno najde tudi dovolj publike. In jaz moram reči, da meni kar uspeva. Ti, na Facebooku sem videl, ko sem danes objavil, da boš gost v moji oddaji, se je pojavila ena bejba, ki te je začela noro hvaliti. Je to tvoja partnerka, tvoja ljubica ali kakva oboževalka, ali mama, sestra, ne vem? V bistvu skoraj vse v enem, razen mama in sestra ni, ne. To je, hvala Bogu. To je moja bodoča žena in tudi tista, ki ima dosti pri tem mojem albumu in me res pri vsem podpira. Tako da, moja menedžerka, torej tako rekel. Ampak, Boštjan, je pametno, da imaš ti za menedžerko dejansko partnerko, ne? V bistvu jo boš imel potem na vratu non-stop, 24 ur na dan. Ne bo ti šla že na živce počas, to si ti malo slabo zgrunto. Moral bi imeti za punco eno, za menedžerko drugo, za PR-o kot tretjo, ti imaš pa vse v enem kosu. Zdaj, če se skrega z njo, bo šlo vse k vragu. Si razmišljal v to smer? Ne, nisem razmišljal v to smer. Nisem razmišljal v to smer, ja razmišljaj!
Ja, veš kaj je, pa če sem romantik po poklicu, kako ne razmišljam, vse veš, ne, ni Ja, saj romantik. to je problem, da si romantik. Ravno to je problem, ne? To ne gre skupaj z razmišljanjem. Sicer je pa tak, no, res je, ja, zdaj zaenkrat to vse štima in če enkrat ne bo štimalo, bom pa napisal novi album in bo spet vse super, veš. Mislim, Aha. Zdaj sta bila verjetno med karanteno, to vsakega malo pohecam, dosti skupaj. Se te kaj naveličala? Mislim, je ugotovila v tebi kaj, kar prej ni vedela, ne vem, da imaš kakšne tečnobne zadeve, ki prej niso šle na živce, pa ji prej grejo, pa zdaj grejo. Ne, niti slučajno. Veš, kaj je ona ugotovila? V bistvu smo mi dva itak že prej bila dosti skupaj, karantena je pa za nas pevce itak neka stalnica, mislim, zato smo trenirali dosti let, tako da ni takega problema. Je pa res vse pokažejo prednosti in slabosti tega, da si 24 ur na dan skupaj. Pri meni, ne da se hvalim, je bila to samo prednost, veš, mislim, ugotovila je strašanske stvari, da sem za svoje vzdržljiv. Boštjan, predno se posloviva na hitro, stavek ali dva v spotu, ki ga vidimo, potem pa ga zavrtimo. Ja, pesem Virus na duši je nastala v karanteni. Karantena me je prisilila v to, da sem začel ustvarjati doma in tudi vsa ta situacija s tem virusom mi je dala misliti, zato sem napisal to pesem, posneli smo jo doma in evo, tukaj je. Upam, da bojo ljudje v njej našli ali pa vsaj malo razmislili. Boštjan, hvala lepa, ostani kul še naprej, pozdravi svojo boljšo polovico. Dame in gospodje, to je bila Dobra volja z Iztokom na televiziji TV3. Mi se vidimo spet jutri ob 16:45. Zdajle pa si torej privoščimo tale najnovejši videospot in komad našega Boštjana, ki je tudi meni zelo, zelo dober. Pravi, stari, dober rock, ki ga danes v Sloveniji manjka. Čau, Boštjan, in uživaj tudi ti v poslušanju.